Spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Lepo se je srečati s človekom, ki je navdušen nad življenjem, ki sebe doživlja kot božji dar, ki je ponosen, da je kristjan, duhovnik, lazarist, ki dela med ubogimi in to izpolnjuje njegovo življenje in ki s tem občuti tudi resnično srečo in zadovoljstvo življenja. Naš današnji gost je gospod Leopold Valant, duhovnik, ki deluje v Torontu v Kanadi. Lepo pozdravljeni. Lepo zdrav, dobro. Kaj je to navdušenje nad življenjem? Navdušenje nad življenjem je tisti trenutek, ki ga lahko doživljam vsak dan, ki mi pravi, splačalo se je delati, odločati se, splačalo se je reči da Gospodu, in to je tisti trenutek, ko človek doživlja sočloveka kot nekdo, ki ga dopolnjuje, izpopolnjuje in v sreči. Ni sreče nad življenjem, če ni bližnji, če ni še drugi ob meni. To je, v tem duhu doživljam to srečo. Ja? In kdaj sebe človek lahko doživlja kot božji dar? Zanimivo vprašanje. Ne doživljam sebe kot božji dar vsak dan na isti način. Včasih doživljam tudi bližnjega, seveda kot božji dar. Tak poseben trenutek zame gotovo molitev, vsakodnevna molitev, ki jo opravim kot duhovnik, svete maše, ki jih darujem. Čeprav pride tudi kakšen dan, kakšen trenutek, ko človek mogoče malo polinari, pa zmeraj rad povem tisto, kar me pa takrat osreči in spravi po koncu, je pa češčenje. Tudi če samo za 5 minut pred Jezusom, pred Najsvetejšim. In to so trenutki, ko človek doživlja sebe, ko skuša videti sebe in bližnjega z božjimi očmi, skozi tisti prizem, ki je ta božji prizem, ja, če se tako reče, tudi lahko, ja. In to človeka osreči, ko človek vidi, da ni vse odvisno od mene, ni vse odvisno od bližnjega. Človek naredi tisto, kar zmore in se prepusti Bogu in te božji ljubezni, pa naj Bog naredi potem vse tisto, kar jaz sam ne morem. To mi je v sreči, ker dejansko vidim, da ni vse odvisno od mene. Če bi bilo vse odvisno od mene, bi bil ta svet verjetno žalosten. Ja, verjetno ena najlepših lastnosti, plemenitosti v življenju človeka, če lahko dela za uboge. Vaš red, misijonski red lazaristi, posebej posvečate svoj čas in življenje ubogim, ne le tistim, ki so materialno nepreskrbljeni, ampak kdo so pravzaprav ubogi v današnjem aktualnem trenutku? Ko sem še bil mlad, ali pa otrok, seveda, sem gledal uboštvo kot nekaj, kar se dogaja izven naših družin, izven naše družbe, da je to nekaj, kar se dogaja daleč, nekje v Afriki ali drugod po svetu. In bolj, ko se, bi rekel, človek utrjuje, bolj, ko se srečujem z ljudmi, bolj vidim, da uboštvo oziroma biti ubog ni samo, kot smo rekli, nekaj materialnega, ampak je tudi, sploh tukaj v Sloveniji, v Evropi, tudi duhovno uboštvo. Nezmožnost povedati nekaj o sebi, nezmožnost deliti svojo resničnost, nezmožnost komunicirati, nezmožnost dejansko misliti svojo glavo, tisto nezmožnost, po mojem, ki pomeni
pohabljenost duha. Ne? In tukaj vidim, da ravno preko dela z ubogimi, tukaj mislim pri krščanskem bratstvu bolnikov in invalidov, sem spoznal, da so marsikdaj ljudje, ki sem jih imel za hendikapirani, kot rečemo včasih, da so veliko bolj zdravi in veliko bolj duhovno zreli, kot kar si človek misli. In ob njih sem dejansko tudi spoznal, da so ti ubogi, ki se mogoče ne gibljajo, kakor se jaz lahko gibljem, da so veliko bolj zdravi in da so veliko bolj včasih polni vsega življenja. Ne? In dejansko preko njih sem se naučil, da je uboštvo nekaj drugega kot samo materialno ali pa fizično uboštvo, ja? Da je nekaj še v ozadju. Mislim, da je tudi v uboštvu danes tesno povezano s tem, da se trudimo z neko politično korektnostjo, smo nekako omejeni, zelo hitro užaljeni in človek potem, kot sem prej dejal, ni zmožen povedati to, kar misli, to, kar čuti, in to rani človeka danes. Ja. Prvi korak do notranje osvoboditve pa je gotovo to, da človek spregovori o tem, kar živi v sebi, ne? V svoji notranjosti. Sem prepričan, da je tako, da govori o sebi, seveda pred Najsvetejšim, pred Bogom, ampak tudi, da lahko spregovori o teh zadevah z ljudmi, ki so okoli njega, s katerimi živimo, znotraj naših družin, znotraj neke skupnosti, redovne skupnosti, pa znotraj cerkve nasploh, tako dalje, ne lahko. Ampak, ja, da lahko človek govori svobodno in pa tako z nekim občutkom, da je Bog tisti, ki na koncu naredi, da je vse dobro. Ja. V takšnem svetu, v kakršnem živimo danes, je ogromno takšnih ubožcev, o katerih ste sedaj spregovorili. Kakšna sila se pojavi v človeku ali kakšna karizma, da se lahko odloči za služenje ubogim v tem popolnoma zmaterializiranem in tehniziranem svetu? Mislim, da je zelo pomembno, da se ne zatisnemo oči, da hodimo po svetu tako, da imamo odprte oči in odprto srce. Tisti, ki to zmore, tisti, ki ne beži pred to realnostjo, bo videl tako lepe stvari, kot pa tudi bolj neprijetne stvari. Ne? To se mi zdi prvi pogoj, prva gonilna sila pride iz tega, iz te možnosti in iz te volje tudi, da hočem videti ta svet, kakor ga je Bog ustvaril, in da sem pripravljen videti tudi rane, ki jih povzroča človek znotraj tega sveta. Ne? Sem lazarist in gotovo sem zaznamovan tudi z duhovnostjo svetega Vincencija Paveljskega. Ne? Ste omenjali seveda delo z ubogimi, oznanjevanje evangelija, ne? Kjerkoli smo. To sta dve najpomembnejši stvari pravzaprav vaših dejavnosti. Bi rekel, pa vzgoja. Vzgoja duhovnikov še posebno. Ne? Ampak misijon, delo z ubogimi, to je bilo pri svetemu Vincenciju zelo navzoče. Ne? On je zrastel v te francoske šole duhovnosti, bil kardinal Berulle, ki ga je zelo zaznamoval. Živel je v času svetega Frančiška Saleškega. Ne? Tako da je sveti Vincencije res, bi lahko rekel, kot gobica vse te zadeve absorbiral, vzel crkv vase. Ne? V 17. stoletju. V 17. stoletju. Berulle je bil zanimiv, težko je zelo na kratko govoriti o njem, ampak taka je lepa misel, kako on vidi
nepopolnost človeka. In pravi, da tisti, ki je nepopoln, tam, ker je to je lahko zaradi greha ali karkoli drugega, naše nesposobnosti, nezmožnosti delati vse tisto, kar mogoče Bog pričakuje od nas, ampak pravi, se ustvarja potem neka praznina, nek vakuum, ne? In seveda svet tega ne prinaša in avtomatsko se tisto napolni, se more napolniti z nečem. In Vincenzi je to začutil, ja, s čim bom pa napolnil to, ker da ne bo kaj slabega noter prišlo. Ne? In seveda je ljubezen, ne? Evangeljska ljubezen, ljubezen Jezusa Kristusa, ki lahko pride do ubogega preko duhovnika, preko nas. Ne? In to mi je zelo nagovorilo dejansko. Sveti Vincenzi je tem zelo zaznamovan. Sem imel za novomašno geslo, zakaj močan sem, tedaj, ko sem slaboten. Ne? In tukaj vidim tudi svojo nepopolnost, svojo nezmožnost včasih izpolniti vse tisto, kar bi mogel. Obenem pa tisto veselje, da Bog je pa tisti, ki lahko napolni in tisto praznino, tisti vakuum. In to je tudi moj cilj. Ne? In mislim, da cilj vsakega lazarista, ne? Da ne bi dovolili, da bi se napolnili stvarmi, ki niso od Boga. Ja. Točno. Gotovo srce ne prenaša praznine, ne? Tako je. Če ni napolnjeno z dobrimi stvarmi, pozitivnimi, potem se hitro vrinejo tiste slabe strani, ne? Temne. Tako da potem prevzemajo pobudo v našem življenju. Ne? Tako nas v svojih sporočilih iz Medžugorja tudi uči kraljica miru, Marija, ki se tam prikazuje, da naj redno molimo, imamo stik z Bogom, da ne bi v naše srce vstopalo vse tisto slabe strani. Zanimivo, vaša življenjska pot je vendarle malce drugačna kot običajno. Izvedel sem, da ste že ob rojstvu doživeli en poseben božji poseg. Namreč že pred rojstvom je vaša mama v sanjah dobila vaše ime. Da se bo rodil otrok, ki bo moškega spola in kako naj mu bo ime. Tako. Da mu naj bo ime Leopold. Tako, to je pa zvela tisti dan, ko je prijatelj mojega očeta umrl. V hribe bil je sam duhovnik in se je sredi noči tam sred Pariza zbudila in slišala tisti notranji glas, zbudila očeta, ki bo zaradi tega tudi slabe volje potem, da se je delal cel dan in bil utrujen. In tako da to je bilo poletje enkrat, jaz sem se rodil 14. novembra, sem zbolel pri rojstvu in me je mama dejansko krstila, krst v sili. Ko so gledali, pa kdo pa danes goduje, 15. november, ja, Leopold. In takrat se je spomnila, kako je bilo vse že, bi rekel... Se je poklapalo nekako, tako, ne uskladilo. Ni naključje, pri Bogu ni naključje, ne? Sem prepričan, da ni, ne. Na koncu vse dela tako, kot je treba. Zanimivo, da takrat, ko ste vi bili rojeni, tisti dan se je rodilo 5 otrok v tisti porodnišnici. 6 mislim, da z mano vred. Ja. In vas sta menda umrla zaradi te bolezni, ki se je pojavila v bolnišnici? Nekateri so umrli, ja. Vem, da 2 sta preživela, ampak so posledice zaradi te bolezni. Edini, ki je bil krščen in edini, ki je preživel, sem jaz. Ste bili vi? Ja. So tudi zato morda vaši starši, predvsem vaša mama, potem v vašem otroštvu, ko ste se začeli zavedati sami sebe, pa potem, ko ste odraščali, vas morda načrtno usmerjali na to pot, že zaradi teh sanj in vsega? Mislim, da niso načrtno. Mislim, da je to res božji poseg. Zaznamovan sem bil, to zdaj gledam danes, za nazaj, zaznamovan sem bil vse čas dejansko z misijonsko družbo
pa tudi z usmiljenkami. To so naše sorodne sestre. Ko sem bil še otrok, je ata tam delal, da je lahko preživel tudi družino, da je še imel kakšno dodatno delo. In so sestre dejansko tudi skrbele malo zame, pa za bratce in sestrce okrog. To je bilo nekaj lepega. Tam v Parizu, materina hiša, ravno tam, pri sveti Katarini Labure. Tako je. Čudodelne svetinje. In mi smo kot otroci leteli tam okrog po teh hodnikih. Krasno. In smo bili sprejeti in verjetno je to tudi vplivalo na to, da sem pač danes lazarista. Ampak da bi pa to bilo zelo zavestno, da bi rekel zdaj, da je bilo usmerjeno, načrtno, mislim, da ne. Ampak Bog je dal dovolj teh znamenj, da sem lahko kasneje zaznal. Torej, temelje vašega reda je po Božjem navdihu, Božjem vodstvu postavil sveti Vincencij Pavelski. Da je 1625. Ja, red, tako uradno 1617 je imel misijonski govor, pravi, da je takrat dejansko začutil tisti osnovni prvotni poklic. Kaj je želel on pravzaprav ustanoviti? On kot mlad duhovnik najprej mislil, da bo fajn zaslužil. Da bo imel mesto, kjer bo lahko poskrbel za svojo družino. In to so bili drugačni časi. In dokler nisem doživel nasprotovanje in da so ga krivično obsodili, in potem šele takrat doživel spreobrnenje. In začutil, da mora pa nekaj več narediti. Jaz pravim, bil je še kar, če smem reči, prefrigan, po domače rečeno. Njega so ga posvetili, ko je bil star komaj 19 let, ker je bilo to za tisti čas nekaj skoraj nezaslišanega. Iskal je škofa, ki je bil že v letih, mislim, da na pol bolan, na pol slep, na pol gluh, in ga je nagovoril za mašniško posvečenje, tako da so ga predčasno še posvetili. Tako da tudi glede tega on je bil Gaskonc. Gaskonci so, če ste brali Mušketeri, Tri mušketeri. To je bil tam eden izmed njih, Gaskonc, ta glavni junak. To so iznajdljivi ljudi in prefrigani, po domače rečeno. Torej, in on je imel tega duha v sebi, malo bi rekel mušketer za duhovne stvari. Na upodobitvah svetega Vincencija Pavelskega večkrat vidimo med reveži, za katere je skrbel. Bi ga lahko primerjali za tisti čas z našo materjo Terezo, ki je tudi skrbela za najbolj uboge med ubogimi, pravzaprav je ona rekla, Mislim, da lahko, ja. Kar je zelo zanimivo, da so ga progresili tudi za zavetnika vseh dobrodelnih ustanov. To pomeni, da je Vincencij Pavelski glede teh zadevah res dosegel nekaj, kar ni bilo prej. Ne bom rekel, Bog ne daj, da niso prej skrbeli za uboge. Seveda so svetniki, ki so vse dali že prej za to, da bodo pomagali kakšnega reveža od svetega Martina naprej. Ampak da bi pa tako načrtno delali in res z željo, da bi vlekli človeka, mu dali možnost, da se mu vrača dostojanstvo in da se mu da delo, da se mu da res nekaj za preživetje, duhovno preživetje tudi. To je pa tisto, kar je Vincencij dosegel. To je tisti premik, ki ga je naredil, ne sam, ker so sestre usmiljenke, bila sveta Ludovika de Marillac tudi zraven, ampak ona je kot soustanoviteljica. Soustanoviteljica, tako.
Ampak to ženske veje, verjetno. Tako, sestre usmiljenke, ja, ženske veje, naše sestre, ja, duhovne sorodnice. Tako da Sveti Vincenci je glede tega tudi videl, ne? Torej, če hočem, da bo revež sprejel Božjo besedo, ne bo to zmogel, če bo imel prazen želodec, ne bo zmogel, če bo rana odprta, če bodo te zunanje ali pa fizične rane. Tako da se je odločil, da je treba oboja, ne? Skrbeti za... Potem šele duhovnega. Tako. In dejansko oboje je pomembno za življenje na zemlji, ne? Tako, seveda, danes govorimo o tem, da je duhovna hrana zelo pomembna, se popolnoma strinjam, ampak eno in drugo. Ne? Kako pa gledate danes na razmišljanja aktualnega papeža Frančiška, ki pravi, da je treba revežem pomagati na tak način, da jim ne damo samo ribe, ampak jih moramo naučiti, da jo znajo uloviti. V tem smislu, ne? Izgleda, da se je veliko časa delovalo v misijonskih deželah bolj na tak način, kot da bi ljudem pomagali tudi, da bi se sami uspeli vzdigniti in nadaljevati. Tukaj sem zelo hvaležen slovenskim misionarjem. Mislim, da so, kar se jaz spomnim, ali pa da so zmeraj tako delali, a ne? Od Barage naprej, konec koncev, a ne? Kot veste, delam v Kanadi in tako da mi je tudi ta lik Frederika Barage zelo blizu, a ne? In vidim, da je on že tako delal v svojem času, a ne? Torej, to je nekaj, kar človeka vleče navzgor. Ko človek vidi, da lahko nekaj ustvarja, ne? Ko lahko dela, ko lahko skrbi, da ni samo odvisen od drugih, a ne? To pomeni dati človeku, vračati človeku dostojanstvo, a ne? Da ni samo odvisen od te zunanje pomoči, ampak da je sam sposoben kaj dati iz sebe. So brati misionari, gospod Tone Kerin, Pedro Peka, gospod Adamič, ki delujejo danes na Madagaskarju, in mislim, da ravno v tem duhu delajo, ne? Željo se človeku vendar vrača tista pravo dostojanstvo, ja, ne? Ja, gotovo. Smo pa govorili o uboštvu nasploh, naprej. Vse to se pridobi tudi gotovo pri vzgoji doma, ne? Ta čut za bližnjega. Mislim, da tega je bilo veliko pri nas. In pa, ko človek gleda malo tudi po šolah, kako so lahko otroci ubogi, nezmožni reči hvala, nezmožni videti, kaj vse imajo. To boštvo me je danes zelo nagovori v tem smislu, da nisem ravnodušen nad tem. Uboštvo pri teh ljudeh, ki so prepričani, da so danes sposobni vsega, da lahko vse ustvarjajo sami, da lahko vse dosežejo sami. Ko odrinemo Boga iz naših medsebojnih odnosov, ko ga odrinemo od tega sveta, to je tisto, kar me danes zelo, bi rekel, nagovarja, ja, in skrbi obenem. Če postavim človeka v središču vsega, misleč, da bom vse samo ustvaril, vse samo rešil, potem ni več te zmožnosti empatije, ni več zmožnosti, zdaj bom težko povedal, ampak
nisem več sposoben dati, to bomo pa sekali. Kar nadaljujemo. Kako bi rekel, zelo težko je to povedati, ampak prej sem omenil vračati dostojanstvo, in to naredi, da zdaj, če pa sem prepričan, da je človek tisti, ki zmore vsega, dejansko ne more več govoriti o dostojanstvu, ker nimam več kaj vračati, nimam kaj dati, temu človeku. To je... Ima hvaležnost tukaj, se mi zdi tudi bistveni pomen, da zna človek biti hvaležen za vse, kar v svojem življenju uživa. To je nekaj osnovnega. Mislim, da so nas tako vzgajali, da je bilo včasih to samoumevno, hvaležno za vse tisto, kar prejemamo, od staršev, od sosedov, od prijateljev. Žal pa dobim tak občutek, da se nam zdi vse samoumevno danes. Samoumevno, da dobim eno stvar in drugo stvar in tretjo stvar. In seveda, če je pa vse samoumevno, potem ni več prostora za hvaležnost. In tudi nezadovoljstvo. In nezadovoljstvo, gotovo. Nezadovoljstvo, razočaranje, vse to je zelo povezano, ampak tista nehvaležnost do bližnjega in potem do Boga naredi, da pripisujem sebi vse tisto, kar ni od mene. In to je... Gospod Leopold Valant, kako potekajo vaše dnevne dejavnosti v Kanadi? Letos sem malo spremenil zadeve in sicer tako, da seveda osnovno delo imam znotraj naše župnije, ki je velika, 4 nedeljskih maš po slovensko, 1 nedeljsko mašo po angleško, tako da je to kar veliko. In ljudje živijo daleč stran, tako da če kličejo za kakšno stvar, za bolniško maziljenje, za karkoli drugega, se človek mimo grede vozi 1 uro, uro pa pol v eno smer in nazaj. Letos sem tudi tako sprejel poleg tega malo obisk teh katoliških šol, tako po Torontu. In to je en tak lep izziv, maševanje za otroke. Hodim po razredu in malo pogledam, kaj delajo, se pogovarjam z mladino tam. In je priložnost, da dobijo en tak stik z duhovnikom. To je zelo pomembno. Danes smo se duhovniki odmaknili, smo prepustili celotno vzgojo laikom, smo prepustili celotno katehezo laikom. To se mi zdi zelo pomembno, da laiki sodelujejo. Ni pa prav, da smo se tako kot duhovniki dejansko distancirali popolnoma, kako da to ni več naše. Ampak duhovniški lik pri vzgoji, jaz sem to kot otrok tako doživel, je zelo pomemben. Duhovniški lik po naših šolah je pomemben, katoliških šolah, mislim, nasploh. Da ni to samo človek, ki mašuje, daruje svetomašo ob nedeljah, ampak da je to nekdo, ki je povezan z Bogom, ki je povezan z našo realnostjo tu na zemlji, 24 ur na dan, ne samo en dan na teden. Tako da to je zelo pomembna stvar v mojem delovnem času, dnevu, torej enkrat na teden, gotovo, da grem v kakšno šolo. In pa potem zdaj tudi redno kličejo po urgencah, tako da včasih tudi po noči grem maziliti kakšnega Slovenca, če je treba. V bolnišnico? Po bolnišnicah, ja. In ponavadi, pogosto se pa tako konča, da začnem pri Slovencu in končam pri Kitajcu ali pa pri, ker to so pač urgence in ko vidijo duhovnika v
vprašajo, ste vi katoliški duhovnik? Ja, sem prepoznaven, ker nosim duhovniško srajco. Ne zato, da bom lep, ampak zdi se mi zato, ker sem to, kar sem. In to je del moje identitete, nisem pa od srajce odvisen, gotovo ne, ampak zelo konkretno po bolnišnicah, ko človek vidi duhovnika in pride in mi reče, ja, bi lahko še prišli za mojo mamo, za mojega očeta, za mojo sestro. In človek pride za eno osebo, na koncu pa ima zelim, ne vem, 5, 6 ali še več oseb. To je nekaj tako lepega in to je tisto delo z ubogimi danes, ki ga upravljam in ki mi daje ogromno moči, ogromno volje za naprej, ko vidim, da v tej stiski ljudje dejansko še zmeraj čutijo, da je Božja pomoč potrebna in prav je, da smo tukaj navzoči, da se ne zapiramo in da smo še naprej odprti za ta svet. Ja. Vi prinašate živega Jezusa v tiste trenutke, ki so tako pomembni za vsakega človeka, še predvsem za tistega, ki se poslavlja z tega sveta, njegova duša. Je res. Tega nisem se zavedal, dokler nisem delal po teh urgencah tam. Sem rekel, celo življenje nisem zaprl oči umirajočim. Zdaj, ko sem pa tam, to opravim redno. In ko je družina blizu, ko lahko prinesem res kakšno evangelsko besedo, tolažilno besedo, vidim, da tudi stvari drugače potekajo, kot pa če ni duhovnika, kot ste rekli, ja, prinašati Jezusa Kristusa, živega Boga. Ja. Kako vi osebno doživljate to poslavljanje ljudi kot duhovnik? Prvič mi je bilo to grozno. Nisem vedel, kaj narečem, kako naj. In sem mislil, da mi bo to zelo hudo. In doživljam zdaj vsako smrt kot milost. Tak poseben trenutek, ko vidim, kako se takrat družine osredotočajo na tisto, kar je pomembno za življenje. Tukaj odpadajo te stranske zadeve, ovire. Tukaj se dejansko pogovarjamo o tem, kdo smo, kakšni smo, brez teh mask, ker je maska padla. Smrt naredi svoje. In doživljam to zame osebno kot čas, ki mi tak milostni čas. Ja. Težko je opisati. Težko je opisati. Danes se dogaja žal, da bi večinoma ljudje domači, tistih, ki se poslavljajo, radi ne doživeli teh trenutkov zadnjih ob njih. Tako mnogi umirajo v bolnišnicah, osamljeni v domovih za ostarele in tako naprej. Kaj bi rekli tistim ljudem? Kako pomembna je ta izkušnja, da je človek, ko še živi ob svojcu, ki se poslavlja, ali ga lahko to oplemeniti, obogati za njegovo življenje, njegovo razmišljanje, mu da tudi neko večjo zrelost za življenje? Bojimo se smrti. Imam pa občutek, da je vse zelo povezano. Če je ta svet odrinil Boga tako daleč od nas, od naše resničnosti, potem smo s tem tudi oddaljili našo lastno resničnost o smrti in o vstajenju od nas. Torej, soočati s smrtjo pomeni tudi soočati z Bogom. Zdaj, če ni Boga in če je smrt tukaj, je neka praznina, nekaj ne štima, nekaj ne gre skupaj. Ne? In mislim, da
ko pustimo ljudje tako sami, da to veliko pove o naši družbi. Kvaliteta neke družbe se vidi, tako se mi zdi, v naši zmožnosti, koliko smo sposobni skrbeti za najbolj šibki člani naše družbe. Kvaliteta neke družbe se kaže v tem, koliko smo pripravljeni skrbeti za ostarelega, obnemoglega. Najlažje je odstraniti te osebe, kot človek sem pa postal revež, osiromašen. Kvaliteta življenja je v tem, ravno to, v tem, koliko sem sposoben ne samo priskočiti na pomoč, ampak deliti s tistimi, ki so potrebni. Biti prisoten. Ja. Biti navzoč. In ko ste prej vprašali, kaj bi tem ljudem povedal, ja, kvaliteta ali pa čas, ki ga preživljamo z njimi, ki ga podarimo našim bolnikom, invalidom, kaže na to, koliko smo ljudje humani, koliko smo sposobni ljubezni. Najlažje je ljubiti takrat, ko smo zdravi, ko so otroci uspešni v šoli, ko smo vsi dobri športniki, ko je vse v najboljšem redu. Ampak prava ljubezen se kaže ravno takrat, ko so težave. Koliko sem pripravljen žrtvovati za ubogega, koliko sem pripravljen žrtvovati za bolnika, koliko sem pripravljen žrtvovati. Seveda razumem, da so potem ljudje danes tudi omejeni s tem, da treba skrbeti za družino, za vzgojo otrok. Ni pa prav, da so tako danes šli tako daleč, da so otroci, bi rekel, v nekem svetu, ki postane zelo virtualen, navidezen in kjer se ne soočajo več s to realnostjo. Če se ne soočajo z smrtjo, če se ne soočajo s temi stvarmi kot nekaj normalnega, potem nismo sposobni več te humanosti do kasneje. To je zelo pomembno. Vse to je, kako bi rekel, povezano. Ne le bolniki, onemogli, ostareli, ampak naši mladi se danes nahajajo v zelo, zelo težkem položaju. S čim jim lahko najbolj učinkovito pomagamo? Na kakšen način vi delujete? Vi se posebej zanimate za mlade. Zame je recept svetega Vincencija Pavelskega, ko so brati prišli do njega čisto obupani, brez neke vizije, brez ene volje, češ karkoli se lotimo, vse gre dol, noben ne posluša, noben ne Boga, nič se ne vidi, da smo kaj delali. Je Vincencij samo to rekel, pejt nazaj, pa poišči si svojega reveža. In delaj, pa tudi če bo samo eden. In jaz mislim, da tudi pri mladih danes, ko vidimo, koliko se zapirajo v tem virtualnem svetu, ali pa koliko so včasih nezmožni pač veselja. Jaz si mislim, mogoče je samo to, treba poslati tega človeka do ubogega. Naj gre, naj služi, naj pomaga. Je Vincencijeva zveza dobrote, so ustanove, je Karitas pri nas, imamo to srečo, da lahko delamo, ampak mislim, da stik z ljudmi, ki so potrebni naše pomoči, da je to, bi rekel, zdravilo
za vsakega, ki čuti neko depresijo v sebi. Ja. Kakšna je vaša osebna izkušnja? Vi ste kar nekaj časa vodili tudi študentski dom Vincencij v Ljubljani, kaj ne? Slovenskih lazaristov, tako da ste delali z mladimi, se vsakodnevno z njimi srečevali, poslušali njihove težave, njihove zgodbe. Kaj ste spoznali? Na kakšen način se lahko človek najbolj učinkovito približa mladim? To je danes tudi problem, ne nazadnje vesoljne katoliške cerkve ali pa vsaj evropske katoliške cerkve, kajti naše cerkve so tako rekoč prazne. Marsikje mladi skoraj ne pridejo več v cerkev. Ko sem začel s to delo, takrat sem si mislil, saj niso to ubogi, saj živijo tukaj v Sloveniji, dobijo štipendije. Vsaj na videz niso ubogi, ne? So priskrbljeni s hrano, imajo streho nad glavo, če gledamo, pa je hladilnik tam, pa je internet. Tako da človek težko prepriča samega sebe, da pa zdaj bom delal z ubogimi, v tem okolju. Ko pa človek malo živi z njimi, kakšno leto ali več, pa ugotavlja, da so stiske, ki jih na videz ne vidimo. Koliko mladi študira tisto, kar nočejo študirati. Sam zato, ker pač ali pa niso imeli izbire, ali pa je pritisk od doma, ali pa ker vidijo pač tamle je denar, če bom pa študiral tisto, kar me veseli, ni službe. Torej, to je ta, bi rekel, družbeni pritisk, ki ga doživljajo. Potem sem omenil, ali nisem politična korektnost danes, to hromi človeka do onemoglosti, ko ne moremo več povedati tisto, kar si mislimo. Smo takoj užaljeni ali pa tako interpretiramo, da povemo stvari ali mislimo stvari, ki jih tisti drugi niti ne misli, ampak v interpretaciji smo zelo dobri, se mi zdi, sploh v Sloveniji, to je nekaj čudnega. In vidim, koliko gorje lahko to povzroči ali pa pri mladih danes. Ta psihični pritisk, ki ga doživljajo, moreš doseči, moreš biti nekaj, moreš biti nekdo, in to zelo vpliva na človeka, na to, da smo danes tako nesrečni. Pri študentih je pa tudi to, razlika sem videl med tistimi, ki pridejo iz teh skromnih družin, ali pa tisti, ki pa se lahko veliko privoščijo. Tudi tlele so zelo neenake. In prav je, da skušamo tukaj najti eno srednjo, tako da vsak doživi sebe, kot rad rečem, kot dar, in da lahko doživi drugega kot dar, da se dopolnjujemo, da ni eden nad drugim. In to je Kje ste navzoči slovenski lazaristi? Imate kar nekaj postojank v Sloveniji, tudi v izseljenstvu, ste že povedali, v Kanadi, v Argentini, menda tudi v Južni Ameriki. Tako, Lanús, torej Buenos Aires, pa Bariloche, tam so sobrati, torej Kanada, to so Montreal, pa Toronto. Tukaj v Sloveniji Dobova, Ljubljana, Šentjaka ob Savi, Celje, Mirenski grad, pa mislim, da nisem koga pozabil. Potem je diaspora, bivša Jugoslavija, torej Beograd in pa Zagreb. Potem so misionarji v Rusiji, trenutno Madagaskar,
In vrhovni predstojnik, ki je sam Slovenc, gospod Tomaž Mavrič, ki pa je trenutno v Rimu, ne. Tako da imamo to srečo, da nas, bi rekel, vodi, usmerja in duhovno podpira sobrat, ki izhaja iz naše lastne province. To je tudi velika milost. In je pa obenem odgovornost, da bi se res svojim zgledom še bolj trudili. In to ni lahko. Posebno danes, ko se dogajajo čudne stvari, tudi znotraj cerkve. To je tudi velika bolečina. Pa vendar veselje in sporočilo Jezusa Kristusa vse to ni odvisno od tega, kdo je sem ali pa kdo smo, ampak sporočilo ostane sporočilo. Evangelij je isti. Ne glede na to, kako smo sami grešni ali pa nepopolni. In zato sem srečen, ker si mislim, tudi če mi ne gre zmeraj od rok, ali pa če ne damo zmeraj tisti zgled, ki ga bi morali dati, gotovo, ampak usmiljeni Jezus pa še zmeraj deluje in naredi stvari, kot je prav na koncu. Ja. Vi ste si na začetku želeli oditi v misijone na Madagaskar, ne? Kjer je znameniti pater Pedro Opeka, vaš sobrat. Ja, sem mislil, da bom celo mogoče pri sobratu Tonetu Kerinu kaj pomagal. Ne vem, če sem bil premalo vztrajen takrat, ali sem se mogoče podzavestno bal tega, da nisem vztrajal. Je pa tako, zdi se mi zelo pomembno to za vsakega lazarista, da spoštujemo hierarhijo, da gojimo tudi ljubezen do papeža najprej, do naših škofov in do naših predstojnikov. In tudi, če sem dal svojim predstojnikom prošnjo za to takrat, pač spoštujem in smatram, da imajo neko vizijo, ki jo jaz nimam, in da že vedo, zakaj je tako prav. In se niti ne jezim, nisem niti ne razočaran. Če bi bil razočaran ali pa jezen, ne bi mogel nič delati. Pač je treba sprejeti to kot Božjo voljo in iti naprej. Ampak zdi se mi zelo pomembno, da znamo tukaj, in mogoče da je to velik problem naše cerkve danes nasploh. Zdaj upam, da ne pokorščina in pa tako bi rekel ljubezen do naših predstojnikov in spoštovanje nekega reda naših zaobljub, spoštovanje tega, kar smo obljubili pri posvečenju, mašiškem posvečenju. To duhovniki zelo radi hitro pozabimo. Jaz sem takšen, pa mislim, da nisem edini, ampak mi je veliki izziv. Ali obljubiš spoštovanje in pokorščino meni in mojim naslednikom, vpraša škof, ne? Ja, svojemu ordinariju. Moj ordinarij je pa trenutno gospod Franc Rataj. Torej, moj ordinarij je predstojnik misijonske družbe zame. Ne? V Sloveniji? V Sloveniji, ja. Ampak ko so nas vzgajali, so moji predstojniki, moji vzgojitelji zmeraj rekli, najprej gre za ljubezen do cerkve, spoštovanje papeža in škofa in potem seveda naših predstojnikov. In tako sem zelo hvaležen svojim vzgojiteljem, da so mi tako usmerili. Zdi se mi zelo pomembno, če govorimo o enotnosti, pa prej smo govorili, kako so ljudje ubogi danes, kako je lahko mladina uboga, je lahko moj sobrat ubog. Moj sobrat je ubog, ko ni več vključen v to skupnost, v neko skupnost, ko ga odrinemo, ne? In prav je, da imamo tudi odprte oči za te zadeve. Ne? Veliko krat smo bolj usmiljeni ali pa smo zmožni več sočustvanja do enega tujca, kot pa do lastnega sobrata. In sem hvaležen svojim sobratom, ki so me naučili, da se znova in znova
vračam k temu, da skušam gledati, ok, zdaj sem pa usmerjen v ta svet, zunanji svet, delam ven, ampak dajmo se vračati tudi k našim koreninam, da vidim, kaj pa moji sobrati v okolju, ne? Kako pa oni živijo, kaj čutijo, kaj mislijo, in da jih ne pozabimo, ne? Da ne bodo tudi oni ubogi, ker če bodo oni ubogi, bom jaz slej ali prej tudi ubog, osiromašen. Torej, če trpi en ud, z njim trpijo vsi telesni udje. To je se ti pa zadev popolno, ja. Odlično. Vaš glavni predstojnik v Sloveniji, gospod Franc Rataj, ki ste ga omenili, je zelo poznan tudi po Sloveniji, kajti že veliko let deluje z vašo Marijino družbo, da tako rečem, Otroci brez madežne, širi čudodelno svetinjo, marsikje nastopa po župnijah po Sloveniji. Prav danes, ko snemava ta pogovor, je god Karmelske Matere Božje. Ta marijanska karizma vam je... Jaz pravim tako, ne nastopa, ampak oznanja. Oznanja, ja. Tako, ja, res je neverjetno, kako smo vezani s tem karizmom. Ja, marijanski karizm, to smo res impregnirani s tem. Torej, čudodelna svetinja, gotovo, ampak če gledamo zgodovino naše družbe, zgodovino teh naših sester usmiljenk, pa res ne moremo odpisati delovanje Device Marije in vse milosti, ki jih je izprosila za našo družbo. In vse to izčrpava iz tega magnifikata, iz slavljenja, iz te pesmi. Marine, moja duša poveličuje Gospoda. Da moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličanju. Zakaj je vzrl se na nizko svoje dekle, ne? In to je tisto, kar bi rekel, zazna tudi našo družbo zelo globoko. Mi ubogi, mala družba, kot je rekel Vincenzi, ampak se je Bog ozrl na nas, tudi na nas. Pa nismo edini in to bi bila velika napaka, ne, da bi mislili, da smo pa mi edini, ampak to je lepota cerkve, da se dopolnjujemo, da zmore nekaj, kar drugi ne zmorejo, in da se veselimo drugega, da se veselimo naših uspehov, ne glede na to, iz kakšnega reda prihajam, ampak da se veselimo drugega. To je zelo pomembno. Lazaristi ste zelo odprta misijonska družba, red, redovniki, tako lahko povabiva naše gledalke in gledalce, pravzaprav bolj gledalce k lazaristom in k Marijinim sestram oziroma usmiljenkam, naše gledalke, ki bi se morda navduševali ob tem pogovoru, kar poslušajo, kar ste povedali do sedaj, in bi želeli kaj več izvedeti o teh družbah, naj bo moški ali ženski, lazaristov ali usmiljenk, Marijinih sester, kam se lahko obrnejo? Torej, provincialat, to pomeni glavna hiša, je v Ljubljani, Majstrova 2. In potem je tudi internetna stran. Tako da smo glede tega precej dosegljivi in mislim, da so moji sobrati tukaj v Sloveniji zelo odprti, kar se tiče pogovorov in sprejemanja. Tako da če se kdo navdušuje za misijonsko delo, sem prepričan, da bodo vsi sobrati veseli in pripravljeni pomagati na tej poti. Torej, ja, to so pobožne želje, sanje, da bi bilo nas več. Bog je tisti, ki kliče, ne? Bog je tisti, ki kliče. Je res, da stvari, ki se dogajajo v cerkvi na Slovenskem, žalostne zadeve, ki se dogajajo, resnične ali ne, gotovo vplivajo na odločitvah. Ampak kot sem prej rekel, lepota evangelija ni
odvisna od naše svetosti, a ne? Ampak je odvisna samo od Jezusa Kristusa. Na nas je, da to znanjamo. Je velik izziv in zdi se mi, da je paleta teh dejavnosti, delo po bolnišnicah, po zaporih, po misijonih, po župnijah tako široka, da dejansko človek lahko najde sebe in lahko najde svojega ubogega tudi. In svojo izpolnitev. Izpolnitev, ja. Čeprav je cilj ni samo moja osebna izpolnitev. Mislim, da če to do tega pride, hvala Bogu, a ne, ampak cilj ali pa vloga, za kaj smo tukaj, gotovo najprej zveličanje naših duš in zveličanje duš vseh tistih, ki so nam bili zaupani, a ne, to je naš glavni cilj, a ne. Kanada, kjer vi delujete že sedaj nekaj let, je zelo lepa dežela, tudi zelo velika, kaj ne? Veliko Slovencev, okoli 30,000 menda je v Kanadi. Bo držalo, če ne celo nekaj več. Ja, to nisem sposoben, nimam številke v glavi. In tudi tam človek začuti bolečino in oboštvo teh ljudi, ki so nekateri zapustili domovino, čeprav si tega niso želeli. Nekateri, ki so šli za to, da bi se ustvarili nekaj lepega in na koncu so sami. Zame je bilo zelo se mi je zelo dotaknilo. Prvič, ko sem srečal starejšo gospo, ki mi je rekla, ja, imam otroka, mislim, da je sin v Halifaxu, hčerko v Los Angelesu, pa če pridejo enkrat na leto, za kakšen dan. Gospa bila sama v domu starostnikov in takrat sem res prvič razmišljal, ja, sej dejansko, koliko jih je še tukaj, šli so za to, da bi ustvarili nekaj lepega, družino. In Kanada in Amerika tako naredi, da so razdalje, na koncu se pa človek znajde sam. Končala, če bi vedela, ne bi šla. A ne? Če bi vedela, ne bi šla. In vidim, koliko mladih pride, koliko mladih zdaj v Kanadi iz Slovenije, zato da bi zaslužili. Sem pa presenečen tudi letos, kolikokrat kličejo na pomoč. Rekel, takrat, ko pride stiska, vejo, da je slovenska skupnost, prej pa se niti ne zanimajo, dokler gre tisti biznes ali pa ko pa pridejo težave, potem pa iščejo. Hvala Bogu, da imajo tisto zaupanje, ampak sem glede tega malo celo razočaran, kako z neko lahkotnostjo so danes pripravljeni zapustiti domovino Slovenijo, ko bi rekel, nam nič ne fali, kot včasih, in kako hitro smo pripravljeni pozabiti domovino in lastno identiteto. Tako hitro se integrirajo nekateri in je to boleče. In se sprašujem, za vas, ki ste zelo narodno zavedni, gotovo. Točno to. In si mislim, ja, kaj je pa tukaj pri vzgoji. Se čudim, da ni malo več občutka za, in bi rekel, zdrave narodne pripadnosti, samozavesti pri mladih. To pri nekaterih, ki zdaj prihajajo iz Slovenije, mi to zelo šokira, koliko smo ali so pripravljeni kritizirati stanje tukaj v Sloveniji. Kakšne sledi pa so zapustili vaši predhodniki, slovenski misionarji v kanadskem narodu? Bi rekel, kot se posod po svetu, Slovenci je znan potem, da je delaven in da je dober delavec.
In mislim, da pravilo velja tudi za sobrate, ki so šli z njimi. V začetku so šli, ker niso imeli izbire. Se je šlo za preživetje, ne? Tako da verjamem, da so določeni sobrati sami sanjali, da bodo kdaj lahko prišli nazaj in da bodo tukaj pod Triglavom spet kaj lepega ustvarili, in tega se ni zgodilo. Mislim, da so prinesli neko duhovno tolažbo vsem tem Slovencem, ki so zapustili domovino. Ohranili so slovensko kulturo, neko dediščino so dali tem ljudem, ki so vse zapustili, ki so prišli praznih rok, a ne? In takrat se je šlo dobesedno za preživetje. In mislim, da je duhovnik takrat ni bil samo duhovnik, je bil tudi socialni delavec, kulturni delavec in tako dalje. Za tisti čas je bilo to potrebno, zelo pomembno. Je pa tako, mogoče, da včasih, ko se tako obnašamo, pozabimo, da skrbimo za župnijo, za pastoralno delo, ne pa za neko kulturno društvo. Ne? In to je pač tista nevarnost v Kanadi, ne, da bi hitro mislili, da je duhovnik tamle zato, da bo poskrbel za kulturo. Ne, jaz sem tamle najprej zato, da širim Božjo besedo, ne, da delim sakramente, ne pa da bom tamle kulturni delavec. Čeprav je tam verjetno vse povezano. Je vse povezano, se popolnoma strinjam in ne moramo odklopiti eno stvar od druge, to gotovo ne, ampak bi rekel, da duhovniki včasih so zapustili sledove, ki pač danes težko zapustijo. Na isti način je bil, na primer, sobrat Franc Sodja, tamle pisatelj in duhovna oseba, ki je zelo zaznamovala skupnost. Bi lahko naštel kar nekaj drugih sobratov, gospod Zrnec, pa gospod Kopač, pa so še drugi. In mislim, da nasploh je to nekaj zelo pozitivnega. Da so pustili pozitivno sled. Ne verjamem pa, da tista podoba duhovništva ali pa da to še, da lahko to transponiram, kako bi rekel po slovensko, da lahko to ponavljam danes. Danes je pač svet drugačen, novi časi, novi izzivi in to, kar so oni bili, če bi jaz bil takšen danes, verjetno ne bi mogel biti, ne bi šlo tako naprej. Glede, duhovnik je vendarle človek, čeprav se v vsakem poklicu mora človek žrtvovati, pa vendar duhovniški poklic je na neki način še posebna žrtev. Iz ljubezni do Boga, odpovedati se družini, odpovedati se svojim lastnim biološkim otrokom, partnerici in tako naprej. Je žrtvovanje, je žrtev, ga tudi vi tako doživljate? Ali kako je to? Je to posebna poklicanost ali je tudi velika odpoved iz ljubezni do duš? Zanimivo, da kar se tega tiče, ker stvari, ki ste jih sedaj omenjali, nisem nikoli to doživel kot žrtev. Ampak kot sad neke odločitve, zame je vse to normalno. Bi rekel, sploh, če bi bila to žrtev, to pomeni, da bi res hrepenel po teh zadevah, da bi jih potreboval, a ne. Ne, moja žrtev je verjetno v tem drugot. Da nisem tam, ker se bi želel,
ampak sem in skušam biti srečen in osrečiti tudi ljudi, ki so tam. To so, tukaj več vidim v odločitvi. V odločitvi, ja. Ampak to, da se človek odpove svoji lastni družini, mislim, da nimam potomcev, da nimam... Nisem še doživel to, kot da bi nekaj bolečega nikoli. Ne. Jaz sem tako srečen v duhovništvu, bi rekel, sem stopil, sem vedel, kakšna so pravila. Če mi ne bi bilo to všeč, ali pa če bi doživel to kot nekaj nenaravnega zame, pač ne bi šel za duhovnika. Ne. Kdo lahko ima več otrok, vsaj duhovnih otrok, kot en duhovnik, ne? Tako v Sloveniji, kot v Kanadi. Se strinjam. In povsod, kjer deluje, ne? Se strinjam. Ja. To je nekaj izrednega, nekaj lepega, ne? Ampak tako, če me je bližnji v sreči in če vidim, da je ustvarjen od Boga, da je to Božji sled v mojem življenju, pa je čudovito, ja. Gospod Leopold Valant, sva pri koncu najnega pogovora, tako hitro je minila ta urica. Iz srca se vam zahvalim, tudi v imenu naših gledalcev, da ste tudi letos prišli med nas, prinesli nekaj svežega, nekaj novega. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa kot sva že rekla, me dodajo, če vas kaj bolj podrobno zanima karizma svetega Vincencija Pavelskega, torej lazaristi ali usmiljenke pa Marijine bolniške sestre, čudodelne svetinje, potem se obrnite nanje. Gotovo boste hitro našli kontakt z njimi in postali tudi zadovoljni, tako kot je povedal naš današnji gost. Vsaj vi ste zmeraj veseli in zadovoljni, koliko je videti. Upam, da. Hvala še enkrat. Hvala vam za vse, vsem gledalcem, gledalkam, pa tudi želim obilo Božjega blagoslova, da bi se veselili vseh milosti, ki jih prejemamo od Boga in da bi jih zaznali v vsakdanjem življenju. Nič ni samoumevno v življenju, ampak vse postane čudovito, če vemo, da ima Bog zadnjo besedo. Ja. Dobro se počite v teh dneh še v domovini, potem pa srečno pot nazaj v Kanado. Hvala vam. In še srečnejšo vrnitev, ne? Hvala. Ja, hvala tudi vam, spoštovani gledalci, ki ste bili z nami.